Vsi, ki smo danes tukaj, vsi, ki tvorimo vlado Republike Slovenije, se zavedamo, da bo zima, ki prihaja, težka. Najverjetneje ena od najtežjih, ki smo jih izkusili v zadnjih letih. Vlada se tega dobro zaveda, ampak to ne pomeni, da odstopamo od naših predvolilnih zavez, to ne pomeni, da bi pozabili na naše obljube, ampak obratno. Kljub krizi in skozi krizo bomo te politike gradili in obljube izpolnjevali. Od zelenega prehoda, medgeneracijske solidarnosti do odpravljanja revščine. Vsi si želimo, da bi živeli v državi brez revščine. Zato smo na našem ministrstvu ob začetku soočanja z energetsko krizo najprej ponudili pomoč najrevnejšim gospodinjstvom. Z energetskim dodatkom, kakršnega ga smo oblikovali, bo pomoč zajela okrog 63 tisoč gospodinjstev oziroma 116 tisoč posameznikov. Name se številni državljani in državljanke obračajo z vprašanji, kdo bo do te pomoči upravičen. Odgovarjam jim, da bo v kratkem pripravljen spletni kalkulator, kjer bodo predstavljeni cenzusi, hkrati pa si bo lahko vsak izračunal, ali je do pomoči upravičen in v kolikšnem znesku. Poleg tega, ker ne želimo samo razdeljevati pomoči, ampak hočemo, da je pomoč targetirana, da zajame zares tiste skupine, ki so pomoči najbolj potrebne, bomo skupaj s civilno družbo organizirali akcijo ozaveščanja. Recimo, na Statističnem uradu so letos ponovno svojo analizo pokazali, da je najbolj socialno ogrožena skupina pri nas, so ženske nad 65 let, ki živijo same, po večini gre za vdove. Mnoge med njimi sploh ne vedo, da so upravičene do vključitve v sisteme socialne varnosti in skozi kampanjo, ki jo bomo ob draginjskem dodatku izvedli, jim ne bomo izplačali samo enkratne pomoči, pač pa jih bomo povabili, da se aktivno vključijo v sisteme pomoči, ki jim pripadajo. In na ta način bomo na dolgi rok preprečili revščino med temi ogroženimi skupinami ljudi. To bomo počeli tako z ravni ministrstva, z ravni centrov za socialno delo, kot skupnimi akcijami ozaveščanja s civilno družbo. To je novost v delovanju te države. Dalje. Želim poudariti, da je treba to pomoč gledati kot kamenček v mozaiku. To ni edina pomoč, ki jo bodo gospodinjstva ali posamezniki prejeli znotraj draginjske krize. Vlada aktivno spremlja dogajanje po svetu in po Evropi in glede na potrebe se bomo seveda tudi temu primerno odzvali. Pogovarjamo se o prehranskem dodatku, pogovarjamo se o tem, da bomo regulirali določene vrste hrane in konec koncev pogovarjamo se o tem, da bomo aktivno naslavljali izzive, ki so pred nami, ki jih prinaša čas. In če sem začel s tem, da bo zima, ki prihaja, težka, naj ponovim, vlada bo naredila vse, da bo ta zima težka izključno za nas, vlado, ne pa tudi za ljudi. Hvala lepa.